To so poudarki današnjega dnevnika. Občina Odranci je pod sloganom Povezani v srcu, močni v skupnosti praznovala občinski praznik. Občina Moravske Toplice je bila uspešna na razpisu programa Interreg. V Murski Soboti do nedelje poteka največji mednarodni turnir gluhih tenisačev, ki ga je opisal trener Darko Kegl. Obeležili smo dan zmage nad nacifašizmom. Poglejmo še vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo počasi razjasnilo. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Občina Odranci je občinski praznik obeležila v prenovljeni telovadnici, praznik pa poteka na dan prve pisne omembe kraja. Občina Odranci je s slovesnostjo obeležila občinski praznik. Praznovanje je potekalo namenoma v prenovljeni telovadnici, na kateri so v lanskem letu zamenjali streho. Občinski praznik občine je 8. maj, dan, ko je bil kraj leta 1322 prvič omenjen. Odranci pa niso le kraj na zemljevidu, temveč živahna skupnost, kjer vsak posameznik prispeva k skupnemu dobremu. V preteklih 3 desetletjih odranske občine smo dosegli pomembne mejnike. Gradili smo infrastrukturo, ohranjali kulturno dediščino ter ustvarjali priložnost za našo skupnost. Lahko smo ponosni, da živimo v času, ko imamo kot lokalna skupnost veliko temeljev za varno in mirno življenje. Imamo zdravje, delo in stabilnost, ki omogočajo kakovostno bivanje. Vendar se tudi mi ob tem soočamo z izzivi globalnih sprememb, dvigovanja stroškov življenjskih potrebščin, energentov, soočamo se z izzivi staranja prebivalstva ter tudi v naši občini s pomanjkanjem kadra. Odranci niso le infrastrukturni projekti, temveč ljudje, ki vsakodnevno ustvarjajo boljši in prijaznejši jutri. Da bo jutri lepši, je treba skrbeti tudi za gibanje in zdravje. Občina je v pomoči Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport to storila z obnovo telovadnice. Mi si želimo, da naši otroci imajo na razpolago vse, kaj imajo otroci tudi drugod, torej evropski model športa. Imamo pa še eno željo. Želimo, da je v naši državi čim več ljudi različnih starosti, ki se gibljajo vsaj 150 minut na teden. To je tista meja, ki omogoča, da smo kot narod in kot posameznik bolj zdravi in da se tudi bolje počutimo. In naš skupni cilj mora biti, da to število povečamo. Občina se torej skrbno loteva potrebnih prenov in povezovanja v zdravo medgeneracijsko povezano skupnost. Občina Moravske Toplice je bila uspešna na razpisu programa Interreg Podonavje 2021-2027 s projektom Danube for Rural, kjer nastopa kot vodilni partner. S projektom se bodo lotili reševanja depopulacije v občini. Depopulacija podeželskih območij in izguba delovno aktivnega prebivalstva sta eni izmed ključnih razvojnih težav Podonavja. Občina ima težave z depopulacijo, zato smo dolgo iskali rešitev, s katero bi nekaj naredili. Zato smo pristopili k temu projektu, ga razvili in bomo 2,5 leta iskali rešitve, kako ta problem rešiti. S prijavo na razpis in pridobitvijo sredstev smo se pojavili na tako imenovanem trgu teh evropskih razpisov in pričakujem prihodnje, da bomo teh projektov dobili še več, ker je to nek nov način razmišljanja občine, občinskega sveta, občinske uprave, da ni vse v asfaltu pa v javni razsvetljavi, ampak da moramo malo miselni preskok narediti.
Projekt je vreden dobra 2 milijona evrov, združuje 12 projektnih in 11 pridruženih strateških partnerjev. Cilj projekta je podeželskim občinam omogočiti vzpostavitev trajnostnih politik za privabljanje delavcev na daljavo. To je v bistvu sorodno s konceptom digitalni nomadi. V bistvu delavci na daljavo so ljudje, ki delajo lahko v domačem okolju, se pravi v svojem stalnem ali začasnem prebivališču in tam delajo preko računalnika. Lahko tudi to pomeni na nek način hibridno, da bi se na primer kdaj mogli peljati na sedež podjetja enkrat, dvakrat tedensko, ampak veliko ljudi je lahko tudi stalno remote. Projekt je vreden dobra 2 milijona evrov, združuje 12 projektnih in 11 pridruženih strateških partnerjev. V projektu bodo sodelovali tudi z občino Beltinci. Drugi teden imamo otvoritveni dogodek z vsemi partnerji in povabili smo tudi občino Beltinci, ki imajo trenutno podobni projekt. In povabili smo jim z razlogom, da predstavijo svoj projekt našim partnerjem in da gradimo potem sinergije, ker to je za program Interreg Danube zelo pomembno, zelo ključno. Uspeh na razpisu na projekt Danube for Rural pa je občini Moravske Toplice dal veliko zagona za nove projekte. Ja, ko enkrat začneš to delati in se pojaviš na tem zemljevidu projektov, prihodnje je še en projekt Jubeta, ki pa ni na temo demografije, ampak je skupaj z avstrijskimi partnerji na temo razvoja, prostorskega razvoja podeželskih krajev s pomočjo umetne inteligence. Ja. V Murski Soboti poteka turnir gluhih v tenisu in našo družbo smo povabili trenerja našega najuspešnejšega tekmovalca Marina Kegla, Darka Kegl. Darko Kegl, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. V Murski Soboti poteka turnir naglušnih in gluhih v tenisu in to je eden izmed največjih turnirjev v tem delu sveta oziroma letos tudi v svetovnem merilu. Ja, do sedaj je sigurno to največji turnir na svetu. Do sedaj saj je na turnirju igra prvih 8 iz svetovne teniške lestvice gluhih med moškimi in pa 4 ženske, se pravi iz prve deseterice svetovne lestvice. Tako da res turnir je zelo močan in včeraj smo začeli seveda sicer v dvorani, ker je vreme nam ni dopuščalo. Danes bomo se potrudili narediti zunaj. Upam, da bodo igrišča vzdržala in da bo vse tako mora biti. Koliko gluhih in naglušnih tekmovalcev, tekmovalk lahko naštejemo na turnirju, ki poteka? Torej skupaj 36 tekmovalk in tekmovalcev, 21 moških in 16 žensk, oziroma 37. Tako da turnir je odlično zaseden. Tukaj se lovijo se točke za olimpijske igre, ki so pred nami. Novembra bodo v Tokiu in vsi bi radi imeli čim boljšo pozicijo pred olimpijskimi igrami. Zato so ti turnirji, odprta prvenstva, se reče, zelo močno zasedena vse povsod, v vseh državah, kjer se organizirajo. Župan Damjan Anželj, župan mestne občine, je ob odprtju dejal, da je Murska Sobota invalidom prijazno mesto in da je tudi vesela tega organizacijskega zalogaja, ki ga zahteva teniški turnir gluhih in naglušnih. Jaz sem bil po eni strani zelo presenečen, ko sva z Marinotom pred 3 leti se oglasila pri njemu v pisarni in gospod župan je takrat v trenutku pokazal eno zelo močno empatijo in ta energija se je začutila, in takoj niti ni razmišljal, je rekel, da bodo nam pomagali pri tem in res, mislim, do sedaj smo vse, bi rekel, odlično izpeljali. Tukaj nam je šla na roko, poleg mestne občine Murska Sobota, ki se sam zahvaljujem, tudi recimo Hotel Zvezda, potem teniški klub Murska Sobota, Radenska, tako da smo zelo, bi rekel, pokrili zadeve finančno in tudi sponzorsko, da imamo pijačo, imamo zastonj pa popuste pri kosilu na teniških igriščih v restavraciji, tako da smo res zelo zadovoljni.
Potem je to tekmovanje, kot sva rekla, eno največjih oziroma v tem trenutku največje na svetu. Z katerih držav prihajajo tekmovalke in tekmovalci? Prihajajo tudi iz ne tako bližnjih držav. Ja, torej iz 14 držav so tukaj le zbrane. Najdlje so verjetno Indija, Ekvador, Brazilija, potem imamo tukaj le Francoze, Poljake, Madžare, Grke. Vse bi težko z glave povedal, vse ja. V glavnem iz 3 kontinentov smo tukaj le. Vašemu varovancu Marinu Keglu gre zelo dobro. Včerajšnji dan se je zanj končal zelo uspešno. Ja, torej, kot tretji nosilec turnirja je bil včeraj posamezno proste, v dvojicah pa igra skupaj s prijateljem njegovim pač in z dobrim igralcem Markom Careto iz Italije, ki sta že 2 turnirja, sta že zmagala mednarodna skupaj, tako da ima gre odlično in včeraj sta v prvem kolu zmagala. Ja. Premagala sta Hrvata in Poljaka, 6-1, 6-0 se meni zdi in tako da gremo naprej, gremo na dober rezultat. In potem, ko se bo ta Open turnir končal, oziroma odprti turnir, kam gre stvar naprej? Mislim, da nekam proti Primorski. Ko se ta turnir konča, bomo, se pravi, potem julija so turniri v Ekvadorju, ne v Južni Ameriki, tja verjetno ne bova šla, potem pa nas čaka Nemčija še, Varšava spet, tako da do novembra, do olimpijskih iger je še kar nekaj turnirjev, ki jih treba zelo dobro odigrati. Marina Kegla spremljate seveda že od malih nog. Kdaj se je Marino začel zanimati za tenis in kaj mu tenis prinaša? To je vendarle ena zelo dobra panoga, da se vključiš v družbo in v življenje. Ja, zdaj, ko ste omenili tole vključitev, ne, govorimo veliko o inkluziji, dokler ljudje ne bodo začeli živeti inkluzije, se pravi, družba ne bo začela živeti inkluzije in bi rekel, dokler ne bo dojela pomena, sploh kaj je inkluzija je, takrat bo to mrtva črka na papirju, tale zakon. Drugače pa Marino je začel se ukvarjati s tenisom, ko je bil star 8 let, čisto slučajno, od sošolca oče je poklical mene, in je vprašal, kaj bo Marino delal med počitnicami. Sem rekel, ja nič, igral bo Nintendo ali kaj je že bilo. No, potem je pa rekel, jaz bom mojega dal v teniški, na teniške, da bo igral tenis. Sem rekel, kaj če bi Marino tudi? Sem rekel, ga bom vprašal. Jaz ga vprašam, ja, gremo midva, sem bo kupil za 20 evrov lopar in copate in sva šla in me je bilo všeč. No, vse ostalo je predolga zgodba, da bi videla tukaj to vse skupaj, kako se je to začelo, kako se je nadaljevalo, kje so bili vzponi, kje so bili padci globoki in tako naprej, to imamo premalo časa. Res je in zdaj vidimo, da je najuspešnejši slovenski tenisač, se pravi, da je treba le dati priložnost in so lahko športniki tudi s kakšno oviranostjo zelo, zelo uspešni, ne samo v slovenskem merilu, ampak v svetovnem merilu. Ja, tako je, kjer je volja, kjer je vztrajnost, kjer je doslednost, kjer ni kompromisa, tam se pravi, vedno se najde pot. Ne? Darko Kegl, najlepša hvala in srečno pot že naprej. Hvala lepa. 9. maj je dan zmage nad nacifašizmom in največje morije v 20. stoletju. Mejnik, ki se ga velja v nemirnih časih spominjati, obeležitev dneva pa tradicionalno poteka v Murski Soboti. 9. maj je dan Evrope in hkrati dan zmage nad nacifašizmom v drugi svetovni vojni. V mestni občini Murska Sobota je osrednji trg poimenovan kot Trg zmage, kjer tradicionalno ob spomeniku zmage obeležijo ta pomemben zgodovinski mejnik. Ob spomeniku, ki so ga zgradili konec maja 1945, je bil letošnji slavnostni govornik župan občine Cankova Danilo Kacjan, ob kipu partizana in rdeče armejca pa sta slovenska in ruska delegacija položili venca.
Poglejmo še napoved vremenoslovcev. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Sledi natančnejša napoved. Jutro je bilo oblačno in hladno. Opoldne so v Murski Soboti namerili 11, v Radencih 10, v Lendavi 15 in v Krajinskem parku Goričko 12 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 6, v Mariboru in na Ptuju pa 8 stopinj Celzija. Najvišje dnevne od 18 do 19 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 5 in 9, čez dan pa med 14 in 19 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Le še hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.